Torej, kolegica Mateja me je že prijazno najavila, da bom nekaj kratkih besed podal o izhodiščih za delovanje digitalne knjižnice Mestne knjižnice Ljubljana. Zdaj, s tem dokumentom smo se začeli ubadati dejansko že 4 leta nazaj. Leta 2019 smo najprej zasnovali kratko raziskavo, kjer smo želeli malo bolj poglobljeno spoznati, kakšne so izkušnje naših uporabnikov z digitalnimi servisi, z digitalnimi vsebinami, ki jih trenutno ponujamo. Veste, da splošne knjižnice mogoče so malo bolj specifične, kar se tiče digitalne prezence v smislu storitev in vsebin. Določene storitve so se razvijale v sodelovanju skupaj z informacijskim sistemom, torej vzajemni podpora knjižno-informacijskemu sistemu strani Izuma je prinesla hkrati tudi neke določene storitve. Kar se pa tiče vsebin, je pa precej vprašljivo glede na to, da splošna knjižnica, slovenska, naj bi podpirala slovenske vsebine in ponujala slovensko nekaj razvoj, kulturo, podporo izobraževanju in tovrstne vsebine so pa pogosto zmanjkale. Tako da smo poskušali ugotoviti, kaj lahko ponudimo našim uporabnikom. Res je, v tem času je recimo močna prezenca bila strani elektronskih knjig, zvočne knjige takrat še niso bile v slovenščini, smo pa začeli iskati neke poti, kako naprej. Torej, po zaključku te analize, ki sem jo predstavil sicer že v lanskem letu na posvetovanju ZBDS, kjer so v bistvu posvetovanja posameznih sekcij, tako da o rezultatih ne bi govoril, je pa dejstvo, da si nekako uporabniki želijo v določeni meri predvsem elektronskih knjig, zvočnih knjig, torej nadgradnja tovrstnih vsebin, ki jih ponujamo že v fizičnem okolju, ampak še več. Torej, s tem dokumentom smo potem najprej preverili, kakšno je tehnološko okolje knjižnic, v katerih delujemo. Torej, kaj je tisto, kar je že obstoječe, kaj že ponujamo našim uporabnikom in na čem bo potrebno delati, da bomo lahko predvsem storitve dvignili na višji nivo. Tako da smo s samim dokumentom opredelili obseg aktivnosti, ki bodo potrebni, poskušali smo začrtati, kdo, na kakšen način bo zadevo peljal naprej na posameznih segmentih. Opravljen je bil tudi pregled elementov knjižničnega e-okolja. Tukaj je nam je bil v pomoč kar precej 2 dokumenta, ki sta v tistem času nastala. Ena je bila strategija razvoja IKT opremljenosti v splošnih knjižnicah. To so pripravljali kolegi iz območnih knjižnic in kje smo si zastavili usmeritve, na čem je potrebno delati, če hočemo nuditi ustrezno, predvsem tehnično podporo, IKT podporo. Torej, delati na kadrih, delati na izobraževanjih, delati seveda na vsebinah, delati tudi na, recimo tukaj tudi treba pomisliti na kibernetsko varnost. Spet ena zadeva, ki je še toliko bolj popularna ratala z drugo krizo, ki se je letos pojavila, kjer je z novo obliko vojskovanja se pojavil grožnje ne samo v fizičnem, ampak tudi v virtualnem okolju. In to je tak pomemben element, ki smo ga kolegi že pred časom opredelili. Je pa seveda res, da to je bila tudi pomemben element digitalne agende, ki jo je prinašala tako evropska agenda, kakor tudi strategija razvoja oziroma strategija digitalne družbe do leta 2020. To smo zdaj že malo mimo. Torej, en zelo pomemben element so bile tudi kadrovske potrebe in naloge. Torej, kdo je tisti in kakšne so mogoče spremenjeno delovno okolje, katere znanje, katere kompetence morajo obvladati ljudje v knjižnicah, v splošnih knjižnicah, zato da lahko preidemo na digitalno okolje. Torej, na koncu samega dokumenta
je pa ponujena še mogoče nekaj predlogov, kazalnikov, kako evalvirati našo uspešnost v digitalnem okolju ta trenutek in potem v prihodnje, ko bomo uvajali neke nove vsebine, nove storitve. In pa tudi neki predlogi nadgradnje ponudb in storitev, ki pa ni vedno popolnoma odvisne od nas, ampak pogosto od naših dobre volje naših financerjev, ustanoviteljev. Okay. Zdaj, ena zelo pomembna zadeva, ki mi je bila v pomoč pri razmišljanju, kakšen kader, kakšne ljudi potrebujemo, kakšne kompetence morajo obvladati, je, kakšna delovna mesta že obstajajo. Tekom 5 let, od 2015 do 2020-2021, sem redno spremljal mailing listo LeapJob, se pravi mailing liste IFLE, kjer so se objavljala vsa delovna mesta, ki so se pač širila preko IFLIne mreže. In zdaj, samo za področje digitalne knjižnice sem jih nekje razvrstil v 4 različne segmente. En segment je posvečen skrbništvu in urednikovanju digitalne knjižnice, torej tisti skrbniški, administratorski del. Druga zadeva je podpora delovnim procesom, torej tisti, ki omogoča, da neka stvar funkcionira. Pomemben element, tako fizičen, še toliko bolj, pa zdaj v času korone je tudi v digitalnem okolju, je izobraževanje. Tudi tukaj so se v bistvu formirali neki profili zaposlenih, ki so ali deloma, pač hibridno usmerjeni na delo z digitalnimi uporabniki, virtualnimi uporabniki, ali pa so že čisto v polnosti marsikje prešli samo na spletno in digitalno prezenco. Seveda, en najpomembnejših elementov v našem okolju je pa ustrezen kader, ki zna tovrstne vsebine v bistvu podati fizičnim uporabnikom, torej jih usmerjati tudi v digitalno ponudbo in digitalne storitve. Torej, mogoče najpomembnejši element tega, karkoli govorimo o digitalni knjižnici, je digitalno pismeni knjižničarji, oziroma mogo bi reči informacijsko pismeni knjižničarji, ker digitalna, medijska in podobne pismenosti ne bi bile vse del informacijske pismenosti. Seveda žal, v mestni knjižnici Ljubljana nimamo vseh teh profilov, logično, ker tudi nimamo vsebin. Tako da zdaj, v približno tem času, ko je ta dokument nastajal, je nastajal tudi nek drug interni dokument, sistemizacija delovnih mest sistemizacija delovnih mest, kjer smo poskušali pa že uvajati določene profile zaposlenih, ki bi bili lahko nastavki za ustrezno podporo malo večjemu obsegu digitalne knjižnice. Že po prejšnji sistemizaciji smo imeli ustrezno urejeno podporo spletnih strani. Sprav urednica spletnih strani, kolegica Irena se nam bo kasneje pridružila, je že kar od same ustanovitve to delovno mesto obstaja, od ustanovitve MKL-ja. Nekje zapeljali smo v smeri, da bomo recimo v nekem kratkoročnem obdobju potrebovali še skrbnika digitalne knjižnice, torej nekdo, ki bo bdel nad vsem, kar se bo digitalne prezence, kar bo se vezalo na digitalno prezenco knjižnice, in pa recimo tak realno se nam je zdel skrbnik multimedijskih vsebin. Torej, v sklopu teh 3 delovnih mest, te so vsi umeščeni v službo za razvoj, to je čisto razvojna zadeva, smo nekako razmišljali v smeri vzpostavitve nekega koordiniranega dela, torej ta skrbnik digitalne knjižnice. Pomemben element, sploh v slovenskem okolju, je digitalizacija, ker digitalizacija je tak eden večjih elementov, kjer se vidi pomen in vloga splošnih knjižnic v digitalnem okolju, torej poudarek na vodenju projektov digitalizacije in potem posledično tem tudi skrbništvo za hranjenje ustvarjenih ali pa pridobljenih digitalnih vsebin. Potem, ko smo
naredili sicer pregled, kaj obstaja, smo rekli, super, fajn, tole imamo, ampak mogoče bi bilo treba to zadevo še dvigati na večkrat višji nivo in smo razmišljali, na kakšen način pristopiti k ustrezni izbiri podatkovnih zbirk. Ena stvar je, da imamo neko konzorcijsko, neko skupno nabavo, tudi tam noter je ta predlog, ki ga spet preko območnih knjižnic usklajujemo z konzorcijem v NUK-u, zdaj jaz upam, da bo ta pobuda uspela, ne bom o tem razlagal, zdaj le preberite si. Dokument, prej nisem označil, nisem posebej poudaril, je objavljen že 2 leti na naši spletni strani, prosto dostopno si ga lahko preberete, uporabljate, upam, da vam bo kaj koristil. Potem smo pa razmišljali še pač v nekaterih smerih druge dodatnih vsebin, predvsem tukaj vidimo mi usmeritev v e-vire, časniki, časopisi, ki so dostopni preko uporabniških imen in gesel. Na tem recimo bomo delali v prihodnjih 2 letih kratkoročno. Druga rešitev mogoče so izpisovalne platforme. To je zadeva, ki je tudi v strateških dokumentih zapisana. Zapisana je v strategiji razvoja, strateškem načrtu MKL leta 2022-2026, dokument, ki je ravno dobro zaživel, kakor tudi v strategiji razvoja slovenskih splošnih knjižnic. Tudi tam je poseben segment posvečen temu, da bomo do leta 2026 poskušali najti neko rešitev, kako preko skupne točke dostopati do vseh storitev. Torej, da damo uporabniško izkušnjo, ki bo čim bolj primerno in olajšala dostop do vsebin in predvsem vsebin, če bojo pa storitve, pa dvomim. Torej, omenil sem skrbništvo, torej tudi tukaj so določeni elementi, kjer smo posebej poudarke dali. Multimedijski center MKL, torej tudi to je en projekt, ki smo ga zastavili za časa korone, torej kako dati neko, kako bi rekel, celostno uporabniško izkušnjo za dostop do vsega tistega gradiva, ki ga publiciramo. Kolega Rok bo govoril v spletnih prireditvah, spletnih dogodkih, prireditve dejansko v tem času zelo zaživela in zato, da omogočamo dostop do vseh teh vsebin, mora biti tudi neka strategija. In tudi na tem, ravno v letu 2022 smo si začrtali, da pripravimo koncept multimedijskega centra Mestne knjižnice Ljubljana. Imamo še kar nekaj drugih multimedijskih vsebin, tudi za te bo potrebno skrbništvo, predvsem fotografije, skrbništvo za posamezne elemente elektronskih vsebin, tukaj predvsem podatkovne zbirke, v smislu promocije, podpore uporabnikom, uredništva vseh pomembnih komunikacijskih poti, tako spletne strani, intraneta za notranjo komunikacijo, kakor tudi preko družbenih omrežij. O tem bomo govorili v nadaljevanju. Pa seveda opredelili smo vse tisto, kje se še mi povezujemo, kje še mi delujemo z ostalimi partnerji. Opredelili smo nekaj aktivnosti za dvig informacijske pismenosti, to je tak element, ki bo vedno bolj prisoten, vedno bolj pomemben. Torej, pojavljali so se že pred korono, za časa korone se pa še toliko bolj zagnalo referenčno delo, torej vključenost knjižničarjev v digitalno okolje, kjer v bistvu tudi že nekje prehajamo, ne samo pri spletnih izobraževanjih, pa izvajanjih nekih informacijske pismenosti, v oblike hibridnega izvajanja, kakor tudi tako imenovanega phygital prisotnosti, ki v bistvu izhaja iz marketinga, je pa v bistvu od hibridnega se razlikuje v tem smislu, da hibridno je pač ločeno. To, kar zdaj recimo izvajamo, je hibridno. Imamo udeležence v fizičnem, imamo udeležence v virtualnem okolju. Ko imamo mi phygital izvajanje, so lahko tudi tisti, ki so virtualno dostopni, ravno v enaki obliki vključeni v celotno dogajanje kot te, ki so v fizičnem. In to najbolj pride v poštev pri kakšnih makerspacih, kjer je nadaljavo možno neke zadeve delati, pripravljati. Je čisto vseeno, ali jaz nekaj oblikujem na domačem računalniku, ali jaz oblikujem to
v kreativnici, v Makerspaceu, kjer imam sicer podporo knjižničarja, ampak spet tukaj imam tudi virtualnega knjižničarja lahko podporo. Deloma smo se dotaknili tudi pomena digitalne kreativnosti. Tu spet predvsem v povezavi s tem programi v knjižnici, z konceptom reuse, torej ponovne uporabe digitalnih in digitaliziranih vsebin. Ta koncept smo imeli tudi že 2-3 leta nazaj prav na nacionalni ravni vzpostavljeno, kakšne so pravice, kakšne so možnosti za uporabo. Na področju popularizacije novih tehnologij, vključevanja Internet of Things in tako dalje. Torej, nadaljnje aktivnosti so spet na področju evalviranja, kakšne uporabniške izkušnje še potrebujemo, kaj se bo novo pojavilo, kako se odzvati, kakšne so tudi dobre prakse iz tujine. In pa tudi mi sami imamo pripravljen nek dokument, načrt razvoja na področju IKT-ja, tukaj ste bolj tehnični vidik. Pomemben element tukaj so ključne kompetence, torej prej sem omenil že, da imamo sistemizirane delovna mesta, ampak seveda tudi za druga področja bo potrebno določene kompetence pridobiti, ker s tem je povezana tudi nabava gradiva, ko govorimo o e-gradivu. So neke drugačne izkušnje, drugačne kompetence potrebne. In pa zdaj, kako se to povezuje z konceptom avtomatizacije in digitalizacije storitev z sistemi za samostojno uporabo knjižnice. Omenil sem že, da so tukaj še določeni kazalniki, ki smo jih predlagali, zdaj v kakšni meri pa bojo ustrezni, moramo pa še preveriti. To je čisto na kratko, saj vem, lahko bi o tem precej več govoril, ne smem, ker nam čas dopušča, ne zato, ker bi mi. Ok, torej bi jaz zdaj besedo prepustil še kolegici Ireni, da spregovori nekaj besed o naši novi spletni strani.